Pozdravljeni. Upam, da smo se že v vsem številu nabrali, toliko kot vas je prijavljenih. Pozdravljam vas na drugem webinarju festivala Najst, ki poteka pod okriljem Javne agencije za knjigo in revije Pil. Na prvem, če je bil kdo od vas z nami, smo govorili predvsem, kako napišemo zgodbo o prijateljstvu. Danes bi se pa pogovarjali predvsem o prijateljstvu. Kaj prijateljstvo danes je, a je kaj drugačno, kot je bilo včasih, kakšne so težave, kakšne so lepe stvari v prijateljstvu. In o tem nam bosta povedale naše današnje gostje, Urška Henigman in Neža Prah Seničar, ki vodita oddajo Prvič na nacionalni televiziji, ki je posvečena letos, če sem prav povedala, prav prijateljstvu. In sta bile veliko med mladimi in veliko zanimivega sta zvedle, tako da bi jaz prepustila kar njima dvema besedo, da začneta. Če pa nas bo kaj zanimalo, pa vas pozivam, da vmes ali napišete ali pa spregovorite in postavite kakšno vprašanje še ali pa kakšno vašo pripombo, jaz bom pa tudi se še kaj oglasila med tem, če me bo še kaj zanimalo. Tako da, Urška, Neža, beseda je vajina. Najlepša hvala. Hvala in lepo pozdravljeni. Urška, a boš ti začela? Lahko jaz začnem. Torej, projekt Prvič prijateljstvo je nadaljevanje projekta Prvič, ki smo ga predlani zastavili z mislijo o mladih, o tem, kako odraščajo, in predvsem smo v prvi sezoni se pogovarjali o bolj intimnih stvareh, pa puberteti, pa spremembah telesa. Potem sva se pa z Nežo pogovarjali, kaj pa je še kakšna tema, ki je mogoče za mlade zelo aktualna, in sva se kar strinjali, da je to prijateljstvo, da se zelo veliko dogaja, veliko lepega, pa tudi veliko manj lepega. Tako da ja, smo letos potem marca šli kar na eno tako malo turnejo po Sloveniji, po različnih srednjih šolah, dijaških domovih, in tam sva se z mladimi, ki so bili pripravljeni poslušati, kaj imamo za povedati, predvsem pa povedati in odgovarjati na naša vprašanja o tem, kako oni odraščajo in kakšne prijateljske odnose vstopajo. Torej smo se dobili, smo se pogovarjali in izvedeli sva zelo veliko zanimivih stvari. Ja, kot je Urška omenila, cela ta turneja po Sloveniji, zaradi prijateljstva, ker dejansko v prijateljstvu se skrivajo vsi tisti odnosi, ki si jih izbiramo sami. Nekako rodimo se v družino ali pa živimo v družini, ki nam je določena, ali pa skrbniki, tudi v vzgojnih domovih, tja smo določeni, ker ne živimo vsi na iste načine. Prijatelji so pa tisti ljudje, ki si jih lahko zberemo. In zdaj nas zanimalo je z Urško, zakaj si mladi izbirate prijatelje, ki si jih izberete, kako z njimi živite prijateljske odnose, kakšna so pravila, ki si jih postavite, zaradi ker nimamo zakona, ki bi reguliral prijateljstvo. V prijateljstvu se mi dogovorimo ali pa se strinjamo, kako bo, ali pa tudi kdaj ne strinjamo, se pride do konfliktov, ampak načeloma družinska razmerja ali pa zakonska razmerja definirajo nekako zakoni, prijateljstvo pa ne. Prijateljstvo je pa nekaj, kar moramo vsi spoznati, osmisliti, se naučiti, se malo samo vzgojiti v teh odnosih, pa tudi, ko postanemo najstniki, so ti odnosi zelo pomembni. Vsaj jaz se spomnim tega in glede na to, kar so se z Urško pogovarjali z mladimi, so tudi zanje zelo pomembni, pa tudi za vas vsi ti odnosi. Z Urško sva vstopili v to raziskovanje mladostniškega prijateljstva z eno predpostavko 9 tem, ki bi jih radi odprli, in pustili prostor še za eno temo, ki so jo lahko mladi določili sami. Potem se mi zdi, da se je vse skupaj te teme, ko sva se toliko pogovarjali z mladimi, so se kar malo na novo pregnetle dejansko. Ampak če jih mogoče naštejem, zaradi ker so lahko ena iztočnica tudi za vas, ki boste pisali o prijateljstvu, v katere smeri mogoče lahko razmišljate. Urška, če se strinjaš, jih lahko? Okej.
najprej imamo temo prijateljstvo in pogum, torej kdaj je treba biti v prijateljstvu pogumen, kdaj nas je mogoče v prijateljstvu strah, kdaj je bolje, da nismo pogumni, ne, saj vemo, v mladostništvu je tudi kar nekaj tveganega vedenja, mogoče je takrat bolj pogumno reči ne, kot pa ja. Prijateljstvo in zabava. Prijatelji so ljudje, s katerimi se bi naj zabavali, s katerimi se imamo lepo, in ko smo jih spraševali, kje je najboljši žur, je najboljši žur je tam, kjer so pravi prijatelji. Ni pa važno, a je to v klubu, na veselici, na Havsiču ali pa na sprehodu. No. Sprehode so pa zelo veliko izpostavljali mladi. Potem prijateljstvo in BFF oziroma najboljši prijatelj, najboljša prijateljica. A je to res lahko samo ena oseba, a jih je lahko več, a je to lahko prijateljska skupina, kaj pa ko ta dvojica, če je dvojica, razpade. Potem prijateljstvo in groza. Žal se v prijateljstvu dogajajo tudi stvari, ki nam niso všeč, mogoče tudi mi kdaj ravnamo narobe, ker se prijateljstva šele učimo, mogoče nam je kdaj težko v prijateljstvu, dogaja se tudi vrstniško nasilje in vsem tem so nama mladi poročali. Prijateljstvo in pravila, torej katerih pravil se ali pa ne držite med prijatelje oziroma ne držijo, tudi a pravila sploh so, a vsi vejo, kakšna so ta pravila v neki prijateljski skupini, ali samo domnevamo, da mislijo ostali enako. Prijateljstvo in družina. Zelo veliko mladih poroča o tem, da so prijatelji tudi starši, da staršem veliko zaupajo, da so v prijateljskih odnosih, kar ne pomeni, da starši ne opravljajo starševske funkcije. No, vseeno starši tudi včasih postavijo meje. Potem prijateljstvo in drugi. Ljudje smo si raznoliki, prihajamo iz različnih okolij, prav tako je veliko selitev, mogoče ste vi postali prav novi sošolci ali pa sošolke komu, ali pa ste vi dobili kakšne nove sošolce ali pa sošolke. In kako takrat, ko smo si raznoliki med sabo, skomuniciramo to raznolikost, ali nas to bogati, ali nas to kdaj prestraši, ali kakšno čustvo vse ob tem doživljamo. Prijateljstvo in stene. Ko gremo v srednjo šolo, nekateri gredo v dijaške domove, tudi že v osnovni šoli hodite na izmenjave, kjer spoznavate mlade od drugod in potem ostajate v stiku, mora biti prek nekih socialnih ali pa družbenih medijev in tako naprej. To je še ena tema. Prijateljstvo in bližina. To, koliko si upamo biti odprti s prijatelji, koliko naših težav si upamo razkriti, kako prijateljstvo vpliva na duševno zdravje in tako naprej, pa še prijateljstvo in konec. Žal se zgodi tako, da se tudi kakšno prijateljstvo konča. Včasih je tudi dobro, da se kakšno prijateljstvo konča in potem je tudi to priložnost za nov začetek kakšnega novega prijateljstva. Torej, nekih 10 tem, ki jih tudi obravnavamo zdaj v televizijskih oddajah, na dogodkih, v radijskih oddajah, to se pravi, poteka projekt še naprej, a ne, nismo še končali s temi pogovori z mladimi. Sva pa ugotovili, da je res prijateljstvo ena taka zanimiva vstopna točka za pogovore o tem, kaj pravzaprav se jim dogaja v življenju, a ne. Mogoče na prvi pogled se zdi prijateljstvo ena taka zelo splošna tema, ampak v resnici se pa dotika prav vseh aspektov tega, kaj živijo in kaj počnejo, in mogoče ključna razlika med včasih in danes so seveda različne digitalne tehnologije, ki jih mladi uporabljajo na zelo različne načine, vsekakor pa jih uporabljajo. In na ta način so lahko blizu tudi, ko si niso blizu v fizičnem prostoru. Veliko enih šolskih stvari, domačih nalog, seminarskih se dogaja prek naprav, pa tudi čisto tako zabavno druženje, ne, recimo si na klicu, pa se 3 ure pogovarjaš ali pa gledaš skupaj film, skratka, digitalne tehnologije so pomemben del prijateljskih odnosov in odraščanja in šolskega dela in druženja in zabave. Skratka, to je ena taka stvar, se nama zdi, ki sva jo zaznali
v bistvu si ne predstavljamo, koliko zares so te tehnologije prepletene z njihovim vsakdanjim življenjem in s tem, kar počnejo. Je pa tudi zelo zanimiva še ena stvar, ne, da v bistvu včasih, ko kdaj nisi kam mogel iti s prijatelji, ker ne vem, si imel za šolo za delati obveznosti doma ali pa house arrest ali pa ne vem kaj, ne, si pač ostal doma in ti je bilo žal, da zamujaš zabavo, a ne. Zdaj je pa pač tako, da tudi tisti, ki ostanejo doma in zamudijo zabavo, ta zabava pravzaprav je tudi na dosegu roke. V živo lahko vidijo, kako poteka, kaj se dogaja. Marsikdo, ko se gre družiti s prijatelji, objavlja to potem ali na skupinah, v teh klepetalnih aplikacijah, mogoče na družbenih medijih in tudi to so mladi poročali, da je včasih kar težko, a ne, v bistvu potem to spremljati v živo, pa ne zato, ker bi bil toliko zelo posesiven, ampak dobiš ta občutek, ne, fear of missing out, nek ta občutek, da zamujaš pomembne stvari, lepe stvari, da pravzaprav tudi mogoče dobiš nek tak občutek, da te bo kdo zamenjal, sploh ko gre za te BFF odnose, ne, v mogoče malo nižjih razredih še osnovne šole oziroma pač tako, no, ja, še osnovna šola, ne več srednja šola. Drugače je pa tudi zelo pomembno, ker smo si ljudje zelo raznoliki, no, in med mladimi so tudi gibalno ovirane osebe. Te so pa poročale posebej o tem, kako zelo pomembne so jim digitalne tehnologije, zaradi tega, ker zaradi fizičnih omejitev ne morejo vedno na zabavo v vse prostore, ker je to zelo zahtevno, niso vsi prostori prilagojeni temu, in kako jim je pomembno, da se lahko družijo prek teh družbenih medijev, kot je že Urška omenila, skupaj gledajo filme, pa si vmes tipkajo, kaj se dogaja, ali pa si karkoli napišejo, ali pa si delijo glasbo, igrajo videoigre. In je to v bistvu ta način, na katerega lahko ohranijo te odnose, ki ga pač v fizičnem svetu težje ohranjajo. Meni se je zelo usedla v spomin ena deklica, ki je rekla, da je pravi prijatelj tisti, ki ostane, ko vsi drugi odidejo. To se mi zdi, da je bilo na nek tak način, je večina mladih definirala, no, to pravo prijateljstvo. Pa govorili so veliko o tem, da ti pravi prijatelj upa povedati stvari, ki ti jih nekdo drug ne upa. Tudi takrat, ko je težko, pa ko je mogoče boleče, pa bi te mogoče s tem prizadel ali pa prizadela, ampak da vendarle pove tisto, kar je treba takrat povedati. No. Mogoče tudi kot nek dober napotek za življenje ali pa da te usmeri. Zaradi tega, ker so prijateljstva, to pa že raziskave poročajo, ne, so te izkušnje, če se nam zgodi nekaj slabega v prijateljstvu, lahko to vpliva na nas težko kot nek dejavnik tveganja. Če imamo pa zelo lepe izkušnje, ne, nas pa to malo dvigne, nas pa ohranja pozitivne, da se boljš počutimo in so prijatelji zares pomembni v tem našem življenju. Vsekakor so se pa tudi dotaknili vprašanja, kaj pa se zgodi, ko mogoče v razredu nimaš prijateljev, prijateljic, kaj se zgodi, ko te nekdo izloča, kaj se zgodi, ko te nekdo obrekuje. V smislu, to sva kar vse spraševali v bistvu, če imajo izkušnje z izločanjem ali pa z bullyingom v smislu medvrstniškega nasilja, in teh izkušenj je res ogromno, ne. Jih pa na različne načine pa različno močno prizadenejo, ne, tako da eni žal zaradi takih izkušenj razmišljajo tudi o samomoru, so pa taki, ki pa v bistvu rečejo, ja, če me kdo izloči, če me kakšna družba ne želi, pač grem drugam, se družim s kom drugim, meni je vseeno, ni treba, da smo si z vsemi zelo blizu, a ne. Tako da v tem projektu sva bili tudi zelo presenečeni nad tem, kako mladi v bistvu znajo ubesediti te stvari, ki se jim dogajajo, na kakšen način v bistvu tudi razumejo svoje čustva, občutke, ves čas iščejo v resnici vzroke oziroma se sprašujejo, kaj jaz delam narobe, kje sem ga polomila, da se ne morem vključiti, da me nimajo radi, zakaj ne, v bistvu sem izločen.
In potem en fant, ki smo se z njim pogovarjali v Črnomlju, je prav rekel, da je pol, ko je bilo konec osnovne šole, da je rekel, da zdaj pa drugače, zdaj gre pa v srednjo šolo in da očitno bo treba nekaj tudi pri sebi spremeniti. On je rekel, da je zaznal, da mora se kar postaviti zase in jasno povedati, kje so meje in da se tega ne gre in da to, da si prijazen in tih, da je mogoče tudi eden od razlogov, zakaj se drugi potem nekako spravljajo nate. No, to je on razlagal, da so bile njegove izkušnje zelo velikih, pa pač sigurno pravi, no, mislim, da je lažje potem v srednji šoli, no, da prijateljski odnosi v osnovni šoli, vsaj ko gre za to šolsko okolje, razred in osnovna šola, da so te stvari mogoče vseeno lažje se je povezati z nekom, ki ima iste interese kot ti, potem, ko si v srednji šoli, ker v bistvu se tudi odločiš za tako srednjo šolo, ki je tebi bolj pisana na kožo, nisi pravzaprav z ljudmi skupaj samo zato, ker živiš v istem kraju, ne, pa si isto star. Pa zelo zanimivo je bilo pa v Velenju, recimo, kjer je pa Luna razlagala o tem, kako je bila zelo zadržana in je bila tudi veliko izločena, ampak se je potem našla v cosplayu. Zdaj, verjetno vsi vemo, da je cosplay vživljanje v te fantazijske like. In da kako je prvič, ko je šla na te konvencije na meji nevidnega in tako naprej, je šla sama. Ne? In o tem so tudi mladi govorili, kako pač moraš biti, če greš nekam sam, moraš biti še posebej pogumen, ampak če greš sam v prostor z ljudmi, ki jih zanimajo iste stvari, kot tebe zanimajo, je velika verjetnost, da se boš z nekom povezal. In tudi Luna je govorila o tem, kako je prvič, mislim, da je teto prepričala, pa bratranca, da sta šla z njo, pa da si z nikomer ni upala govoriti, pa nobenemu cosplayerju ni upala ničesar reči, ampak je zelo zanimala ta scena. Potem, ko je šla pa naslednjič, je že pa bila bolj pogumna, pa se je upala, pa se je začela pogovarjati in zdaj je dejansko se s tem ukvarja, našla je prijatelje v tej skupnosti in ona rekla, da je zažarela v svoji luči. In tudi recimo mladi, ki hodijo, ne vem, k tabornikom in se tam najdejo, govorijo, kako jim je to pomembno, tudi če v šolskem prostoru ali pa v tej neki ožji skupini, geografsko ožji skupini, no, ne najdejo prijateljev, potem najdejo znotraj nekega interesa in ta interes, ki jih povezuje, naredi kar ena taka močna prijateljstva. Če še pa sam tole smem, tega fanta, ki je Urška omenila, v Črnomlju je bil še en fant, ki je imel tudi izkušnjo izločanja in je bilo zelo zanimivo, ker sta se potem, ko smo snemali video, se to lahko tudi vidite na RTV 365 ali pa na Skitu, so vsi ti videi že naloženi, če rabite kakšno iztočnico za zgodbe, tam je zbrane, so 100 mladih je govorilo, no, v teh videih in je res veliko zgodb zbranih. In sta se potem usedla skupaj, oba dva z izkušnjo izločanja in sta se začela pogovarjati o tem, kako sta čez to izkušnjo šla. Zdaj sta oba dva zadovoljna mlada človeka. Kaj je tista še stična točka, ki jo imata, pa je ne bom izdala, zato da ne spojlam vsega, ker je res zanimiv pogovor, no? Ampak bilo je lepo videti dva mlada človeka, ki delita zelo težko izkušnjo, pa o njej ne govorita skozi neko, jima je bilo težko, ampak sta ponosna nase zaradi tega, ker sta zmogla seveda ob pomoči tudi drugih ljudi okoli, ne moramo pričakovati od mladega človeka, da bo vse sam premagal, to premagati in živita zdaj zelo zadovoljno mladostniško življenje. Pogovarjali sva se tudi z mladimi, ki so morali zamenjati okolje, so se morda preselili v Slovenijo iz druge države, so se morda preselili z enega kraja v drugega, tako da je bila tudi to ena tema pogovora, kako potem prenesti to, da pustiš prijatelje drugje za sabo, kako še naprej vzdržuješ stike in potem tudi kako navezuješ nove stike in kako v bistvu vzpostaviš nove prijateljske vezi. Tukaj so nama tudi zelo veliko različnih stvari in izkušenj povedali. Spraševali sva jih o tem, a je spol pomemben pri tem, ko se odločaš, kdo je tvoj
najbližji človek, a so punce samo s puncami najboljše prijateljice, pa fanti s fanti, ali lahko ne glede na spol, torej izbiramo prijatelje, ki so nam blizu in seveda so povedali, da spol ni pomemben, ne. Nekaterim pa je, no. So Nekaterim pa različne je. izkušnje, moramo reči, Ja. no, da mladi so si res zelo, zelo, zelo različni in težko bi povedali, da je neka značilnost zelo za vse nekako pač vsem enaka, no, vsem skupna. Ne bi samo jaz uskočila, ne, ker pač tudi na Pil prihaja ogromno teh pisem za teto Justi, pa tudi sicer iz mojega bivšega življenja, jaz sem naš psihologinja, pa sem tudi dolga leta delala z mladimi, ampak z osnovnošolci. Recimo glede na spol, ne, to, kar sta rekli, se vidi, da sta vedve delale z dijaki, ne, se pravi srednješolci, ker včasih smo delali sociograme, to je ena taka metoda, kako se družijo, s kom se družijo in nekje šele v 9. razredu spol ni bil več tako zelo pomemben, ne, ampak prijateljstvo je v osnovni šoli še mogoče bolj bazira po spolu, se pravi punce s puncami, fantje s fantjami, samo toliko opomba, Urška. Ja, jaz sem mogoče tle izhajala iz teh izkušenj mladih, ki so pa v bistvu razlagali, da so odraščali v istem kraju in da so bili že v vrtcu skupaj in da so bili že takrat prijatelji in potem so bili še sošolci v osnovni šoli in zdaj sta že na drugih srednjih šolah, pa sta še vedno najboljša prijatelja, ne. V bistvu smo imeli kar nekaj takih mladih, ki imajo v bistvu neke ta prijateljstva še zelo zgodnjih otroških let, še pred osnovno šolo, ki se potem v bistvu gradijo, vzdržujejo in so zelo pomembna. Pa smo jih tudi spraševali, ne, kaj pa če preskoči iskrica, se je to kdaj zgodilo? In so bili zelo tako, ja, ne, to prijateljstvo mi je preveč pomembno, da bi si drznil spreminjati statusa, ne, v kaj več, zato ker nikoli ne veš, kaj se zgodi, no. Ohranjam prijateljstvo, ker mi je pomembno, da sva prijatelja. Pa tudi poročali so o tem, ne samo v hetero odnosih, no, ampak tudi sicer so rekli, da če je preskočila iskrica, da je pač prijateljski odnos jim je nekako pomembnejši. So pa nekateri mladi govorili tudi o tem, da je preskočila iskrica in da je bila zelo lepa izkušnja. Ni nujno, da je bila dolgotrajna, ampak je bila pa lepa izkušnja in tudi o tem, da mogoče pa kdo to izkušnjo ne da obžaluje, ampak ne bi bilo pa nič narobe, če bi jo preskočili v življenju. Ampak to je tako, pač to so odnosi, ne. Včasih gre tako, kot smo si predstavljali ali pa zafantazirali, včasih se pa pač žal ne izide. Poročali so tudi o tem, kar smo že na začetku je Urška omenila, ne, da se velik del prijateljstva se zdaj odvija na družbenih medijih. Če smo včasih rekli, svet ni eden, svetova sta dva, zdaj to ne drži, ne, dva svetova sta postala, dva sveta, en svet. Sta postala en svet in tudi takrat recimo, ko se zgodijo neki ljubezenski tektonski premiki v fizičnem svetu, ne, to vpliva recimo potem na group chate, zaradi tega, ker mogoče potem je nekdo, ko nek par razpade znotraj neke prijateljske skupine, se potem ta prijateljska skupina včasih obrne na eno stran in nekoga izloči na nek način iz tega group chata. Ne, vse te stvari so zelo, zelo prepletene, no, in tudi ko preskočijo iskrice med prijatelji, vplivajo na večjo prijateljsko skupino včasih, no. Tudi to je mogoče treba vzeti v obzir ali pa v razmislek za kakšno inspiracijo za zgodbo, no. Mogoče, če se zdaj naveževa še na zabavo, a ne, ker je bila to glih tema, o kateri smo se pogovarjali v Kamniku na dogodku. Z mladimi smo se pogovarjali, kje se radi družijo, že pač čez ves projekt, a ne, in v bistvu so velikokrat potožili, da pravzaprav sploh ni več nekih prostorov, kamor bi oni lahko zahajali in kjer bi se zabavali zunaj doma, a ne, in zunaj spleta. Pač, ne vem, smo nekako identificirali veselice, pa potem klube ali pa havsiče, ne. To so v bistvu 3 prostori, zelo veliko je tega druženja pri nekomu doma na zabavi, zdaj a so starši doma ali niso,
odvisno od staršev in od družin. Pomembne so jim tudi te prelomnice marsikje, 18. rojstni dan, to, kar praznujejo marsikje zelo organizirano, je to tak velik dogodek in ga organizirajo tvoji prijatelji, postavljajo mlaj, postavljajo rožice, imajo budnice ob polnoči, tako da ja, tukaj prijateljstva na teh točkah so tudi zelo pomembna, ne. Pa mogoče še, ker smo pri zabavi, vsem nam je znano, da je točenje in prodaja alkohola mladoletnim osebam prepovedana. Žal je v Sloveniji kljub tej prepovedi malo drugače in mladi so tudi zelo iskreno z nama govorili o tem, da tudi pijejo alkohol, in če smo prej omenjali prijateljstvo in pogum, na druženju, ki smo ga imeli v Miku, jutri boste lahko, če se boste priklikali na Skit ali pa ob 8 poslušali prvi program Radia Slovenija, poslušali tudi ta pogovor, ki smo ga imeli tam. In tam so povedali, da je dejansko prvič pijejo alkohol navadno na zabavah v družbi prijateljev, ki jih zelo intenzivno spodbujajo k temu, da naj vendarle poskusijo. Sicer sami so rekli, da jim ni zelo žal, ampak da tega pa sami ne bi nikoli naredili, če ne bi bili v takšnem okolju, no. To je tudi en tak vrstniški pritisk ali pa eno tvegano vedenje, ki se zgodi znotraj vrstniške skupine. Ni nenavadno, je pa tvegano. Če se sam navežem mogoče na raziskavo HBSC iz leta 2022, imamo zadnje podatke. Od 2002, ko je bila prva raziskava, vseeno pa padajo, no, te številke, ko gre za zgodnje pitje ali pa tvegano pitje alkohola, no. Tako da mogoče vseeno en širši kontekst je, da ja, še vedno pijejo, ampak manj kot leta 2002, če komu to kaj olajša. V bistvu, Ne. ja, mladi zdaj so veliko bolj odgovorni, kot so bile naše generacije, kar je zelo, zelo pohvalno. To sigurno, to, če so vskočili, sploh se vidi kasneje, ne, ko že odraščajo, tudi ko so že polnoletni in imajo izpit za avto, veliko manjkrat se usedejo za volan, če kaj popijejo kot mi. Tle bom To pa sploh. sebe uštela zraven, dejansko so tle bolj tako, kot si rekla, Neža, dejansko bolj odgovorni, no. Zelo so odgovorni, se mi zdi, in da zaradi tega nekateri med njimi tudi kar precej mogoče anksiozni, v smislu, da mora biti vse prav, tudi ko gre za prijateljske odnose, je mogoče komu tudi težko sprejeti dejstvo, da stvari niso ves čas popolne in da tudi ko gre za prijateljstva, so to odnosi, ki se seveda spreminjajo, ker se tudi oni spreminjajo, ker odraščajo na neki točki in potem morda kakšne druge stvari postanejo zanimive kot pa njihovim prijateljem, prijateljicam. Tako da, ja, ne more biti skozi vse perfekt, ne, in tako kot je mogoče pa na telefonih, a ne, marsikje so vsi te utrinki, ki jih mladi delijo z drugimi, vseeno tisti lepše narave, ne, zelo malo je takega deljenja težkih in osamljenih in žalostnih trenutkov, no, se mi zdi, da tega ne počnejo. So pa tudi poročali o tem ravno, če se vrnemo v Mursko Soboto, kako zelo pomembno jih je, da imajo pomembno jim je, da imajo neke skupne izkušnje, kot je, da grejo prvič skupaj na morje sami, brez staršev, brez pravil, pa to ne pomeni, da je zdaj ne vem kaj vse, ampak preprosto, da so sami, da si postavijo svoja pravila, da jih nihče ne nadzira in da ko pospravijo, je to na zadnji dan in da ni treba pospraviti vsak dan ob 9, preden greš na plažo, no. Take stvari res, da si s to svojo prijateljsko skupino, da uživaš in da si sam kreiraš ta svoj čas, no. To jim je izjemno pomembno. Mimogrede, a ste kaj govorili tudi o konfliktih Ja. v prijateljstvu? To se mi zdi tudi ena taka, to je namreč zelo pogosto pri osnovnošolcih, ne, tega je ogromno. Kar veliko smo se tudi o tem pogovarjali, zanimalo nas je,
kako razrešujejo konflikte oziroma na kakšne načine se potem opravičijo, no. Smo tudi o tem prav zdaj govorili v Murski Soboti. V živo ali pa prek sporočila. Marsikdo uporablja Novce, torej aplikacijo, kamor lahko napišeš sporočilo, ga lepo oblikuješ, poveš vse tisto, kar želiš povedati in se na ta način potem opravičiš ali pa morda poveš, če te je kaj prizadelo, ne. Ampak Novce pišejo zaradi tega, da se ne vidi typing, ne. Vse prej v Novce napišeš in potem skopiraš, da nekdo ne tipka 2 uri, ne, kot v Novcih to delaš. Drugače pa, če smem samo en citat, ki ga je za projekt Prvič oziroma Žana je delila, no, eno izkušnjo in je rekla, da prijateljski spori nanjo zelo vplivajo, ker je občutljiva na prepiranje in pričkanje, ker ima te prijateljice zelo rada in se potem ob teh nesporazumih hitro zapre, postane žalostna in je tudi zelo hudo, če se prijateljstvo konča. Recimo Maja je pa v Murski Soboti, tam smo snemali video vsebino, preden smo imeli dogodek, no, je pa Maja rekla, da je bila v eni taki prijateljski trojki in se je odločila za eno drugo družbo kot njena prijateljica, no, in sta bili potem v osnovni šoli nekaj časa v nekem takem sporu, v katerem ni nobena sicer nič rekla, ampak se je vedelo, da sta sprti, ampak čez čas sta se nazaj našli. Tako da včasih spregovorijo, včasih se umaknejo, včasih pa prijateljstvo razpade. Kaj pa kaj opravljanje, ker to je namreč Ja. taka, mi smo imeli zato tudi prvo temo že v septembru opravljanje, ker tega ni konca v pismih, kako imata vedve izkušnje. Ja, mladi opravljajo. Mislim, Se mi ta stari tudi, ne? tako, ja, in to jim je tudi neke vrste, če zdaj ravno smo se o tem upravljanju smo se pogovarjali ravno v Kamniku, pa ko smo snemali v Slovenskih Konjicah, so pač to navedli kot neko obliko zabave, ne kot nekaj zelo škodoželjnega, hudobnega, ampak pač drama, ki se dogaja drugim, jih pač vznemirja. Verjetno pa vsi vemo, da če se upravlja in upravljajo tudi v group chatih, sploh če je v tej skupini kdo, ki jim ne ustreza, pa so z neko drugo prijateljico potem nekje drugje upravljajo. Tega je veliko, zavedajo se posledic, da to ni lepo, ampak to počnejo. Je pa tudi upravljanje mogoče ena, pač potem še to, recimo smo imeli mlade, ki so razlagali, kako so si bili zelo, zelo, zelo blizu in so si zelo zaupali najbolj intimne stvari, pa so potem prijateljice to razkrile drugim naprej in jih je to grozno prizadelo, ali pa so potem si še izmislile kakšne stvari, ki so bile neresnične in so jih naprej govorile in skratka tako upravljanje pa grozno, grozno prizadene in res ta mlada punca, s katero smo se pogovarjali, je rekla, da je bilo grozno težko, da sicer o tem niti svojim staršem ni povedala, ker jih ni hotela stresirati, ampak da si je vsak dan rekla, saj bo, to boš preživela, saj bo šlo, da je trenirala atletiko in da je tudi to pomagalo, no, ampak da v bistvu je rabila potem zelo dolgo časa, da se je spet lahko odprla ljudem, da jim je lahko zaupala, v bistvu se to, taka izkušnja, če ne povzamem, kako je ona povedala, ne, da v bistvu ti res podre neko zaupanje in strah v bistvu pred tem, da sklepaš neka nova prijateljstva, da si z nekom res zelo, zelo, zelo blizu, ne, ko doživiš kaj takega, no. Ja, saj ravno o teh strahovih tudi precej osnovnošolci poročajo, pa tudi o tem, no, kako pravzaprav iz neznanega, ne, ima je to tudi za potem starejše značilno, iz neznanega razloga te prijatelj zapusti, to je tudi ena taka zelo boleča točka, ne, torej zapusti, se naveže na nekoga drugega, bolj kot nate, ne, pa si ti nekako malo ob robu potem, a sta to tudi kaj zaznale kot problem? Ja, mislim, da je bilo tudi o tem, ko so govorili, ko vidijo, da se z nekom njihov dober prijatelj ali pa dobra prijateljica ali pa prijateljska skupina z nekom drugim zabava in to gledajo na storijih
in so potem predvsem punce poročali tem, jaz vem, da me ona ne bi zamenjala, ampak mi je težko, da me ni zraven. Ne, in ta strah, da te bo nekdo zamenjal, ali pa to poročanje o nekih teh trojkah, da so se družile tri ali pa trije skupaj in potem je bila ena oseba pač izločena, zaradi tega, ker na avtobusu, ko skupaj sediš, se moraš odločiti, s kom boš sedel, ko se v klopi usedeš, se moraš odločiti, s kom boš sedel, ampak to so poročali več za osnovno šolo, v srednji šoli pa, Urška, popravi me, če se motim, so te izkušnje v grobem niso takšne, no, se kar družijo v skupinah in tudi so poročali o tem, da pač sedijo pri enem predmetu z nekom, pri drugem z drugim in tudi niso te prijateljske skupine tako zelo strogo omejene na razred oziroma na šolo, se družijo tudi z drugimi, no. So pa govorili tudi o tem, ne vem, da imaš neke boljše prijatelje, no, tiste, s katerimi si res vse poveš in si res tesno povezan, pa je mogoče to ali ena oseba ali pa več oseb, pa imaš pa side friends, tiste postranske osebe, s katerimi pa mogoče malo žuraš, se vidiš tu in tam, se imaš lepo, ampak nimaš zelo globokega odnosa. Jim je pa mogoče tudi to spoznanje, da ugotovijo, da so oni ta side friend, pa so mislili, da so best friend, recimo, ne, to je tudi grozno, ne, ker ti v bistvu nekoga dojemaš bliže kot on tebe, ne. To so tudi težke stvari, ko v bistvu ni čisto uravnotežena ta investicija v ta odnos, ne, ampak se mi zdi, da je, veliko je enih takih zelo podobnih občutkov, kot pri partnerskih zvezah. No, bi rekla, da te prijateljski odnosi, sploh če so zelo, zelo blizu, zelo tesni, no, se to tudi mladi potem ugotavljajo. To je tako kot neka veza v bistvu, ne, ker si z nekom toliko blizu. Ne. Ampak to so za BFF govorili, ne, za osnovno šolo BFF. Ja. Potem pa v bistvu dobijo, ne, partnerje, partnerice, pa pač se tudi prijateljstva mogoče, zato ker obstaja še nek drug odnos, v katerega investiramo, kjer smo lahko iskreni in intimni in se počutimo varno, potem je manj pritiska na tem, da zgubiš vse, če zgubiš prijatelja, prijateljico. Čeprav je pa tu bilo tudi zanimivo, ker so pa mladi poročali o tem, kako se kot prijatelji včasih počutijo zapostavljene, potem ko njihov najboljši prijatelj ali pa najboljša prijateljica dobi partnerja in vsaj v tisti prvi fazi zaljubljenosti ali pa pri prvi ljubezenski izkušnji, ko še mogoče ne znamo uravnotežiti, koliko pozornosti bomo kam dali in pač pod vplivom zaljubljenosti naredimo tudi mogoče kakšno napako, da se čisto fokusirajo na partnerja in malo pozabijo na tega prijatelja ali pa prijateljico in da jim je takrat tudi kar malo težko, no, in da tudi jim je težko, če vidijo, da ta partner ali pa partnerka se ne obnaša tako, kot bi se partner ali pa partnerka mogel in kako zdaj opozoriti to prijatelja in prijateljico, no, tudi o tem so poročali, kot neka skrb, ne kot ljubosumje, ampak res kot neka skrb, kako to skomunicirati, no. Pa me še zanima, ker si, Urška, ti že malo povedala, ampak to je en tak zanimiv segment je, kaj pa narediš, ko si prizadet, ko te prijatelj zapusti, ko te izda, ko ti je hudo pravzaprav zaradi prijatelja, prijateljice, zato deklica si rekla, da je začela k atletki hoditi in recimo, kaj lahko narediš, no, v tem primeru? A so kaj povedali, kaj oni počnejo, kako se rešijo tega, no? Ja, mislim, da so jim zelo to težki trenutki, zdaj pa pač, da bi pa povedali, da imajo kakšne zelo easy fixe oziroma hitre rešitve, jaz tega nisem zaznala, ne, v bistvu o tem niso prav zares zelo podrobno govorili, kako so te stvari pač potem preboleli nekako, nek proces je, ne, traja nekaj časa, da si potem opomoreš. Ja, jaz recimo se spomnim ena deklica Monika, mislim, saj lahko z imeni operiramo, zaradi tega, ker so na televiziji z imeni in priimki, ni da zdaj kakorkoli izdajamo. Monika je doživela, da je cel razred izločil, zaradi tega, ker je ene fante zatožila, ker so nekaj narobe naredili. Ne iz hudobije, ampak pač preprosto, ker so v šoli rekli, da naj pove tisti, ki ve, kaj se je dogajalo, in ona je pač povedala. In potem je cel razred izločil in ona je bila celo poletje sama
In je rekla, da je bilo zares hudo. In ko je še pripovedovala to zgodbo, je kar na jok je šlo, ker je bilo res težko, ampak je potem spoznala oziroma se spoprijateljila z eno deklico in je bilo potem lažje in boljše. In se mi zdi, da tudi v tej, mislim, da je Lucija ime, ki si ti govorila, Urška, v Luciji, ki smo jo v Kamniku snemali, ona je že prej atletiko trenirala, ampak je rekla pač potem, da je tudi postalo lažje, ker je pa partnerja dobila in se je njeno življenje tudi več tirnic odprlo, no, in pa tudi nove prijatelje, partnerja in da je pa začela nazaj zaupati, no. Tako se mi zdi, kot da rabimo vsi nekoga, ki mu pa lahko zaupamo, in potem vidimo, da mogoče se bo pa šlo, no. Mogoče tukaj na tem mestu omenimo tudi starše, ki so za marsikoga zelo pomembni, sploh, ko gre za težke stvari, a ne. So tudi poročali mladi, da ko je pa res hudo, pa pač nočeš prijateljev tudi obremenjevati z nekimi svojimi ali stiskami ali boleznimi ali ne vem čem, no, da se potem, velikokrat so to rekli, ne, da v bistvu, kaj se oni imajo svoje težave, svoje probleme, nočem zdaj obremenjevati še njih z mojimi stiskami, a ne, se v bistvu. Se mi zdi, da takrat, ko je res hudo, a ne, ne vem, no, vsaj tako sem jaz dobila občutek, da niso prijatelji pa zdaj tisti, od katerih se pričakuje, da ti bodo pomagali, pa seveda, ja, super, ja, ampak velikokrat se mi zdi, da se zavedajo, da ne znajo na tak način pomagati, kot je treba, a ne, v bistvu, ko si res v hudi stiski, a ne. In tudi veliko so poročali o tem, kako tehtajo, koliko bojo povedali prijateljem, koliko je pa preveč, pa tudi kdaj je njih mogoče preveč obremenilo, če se je kakšen prijatelj ali pa prijateljica z zelo hudimi stvarmi preveč po njihovem preveč obračal na njih, no. In zelo o tem razmišljajo, pa še starejši sorojenci, no. Se tudi spomnim, kar nekaj primerov je bilo, ko so pa omenili starejše sorojence, da se tudi k njim lahko zatečejo, po prijateljske nasvete in da tudi do neke mere neko starševsko funkcijo odigrajo. Je družina neka ta celica, v bistvu prostor, kjer so tudi prijateljice in prijatelji, ne, čeprav so tudi sorodniki, starši ali pa sorojenci, pa tudi mogoče bratranci, sestrične. Tete, ja, babice. Ja, s tetami žurejo. Ja, tako ugotavljam, ne, po vajinem pripovedovanju, ker seveda Pil pa tudi moje prejšnje delovno mesto se je fokusiralo na osnovnošolce, bi lahko kar rekla, da prijateljstvo dozoreva, ne, da je v srednji šoli absolutno že bolj zrelo in zato tudi mogoče manj stresno na neki način, a ne, ker to, kar mi dobivamo, so v glavnem stresne situacije v zvezi s prijateljstvom, ne, bolj malo je lepih, ampak mogoče tudi lepe, če kaj povesta, kaj so, poleg tega, kar sta že povedali, seveda tudi navedli, kaj je pa tisto, kar je pa res dragoceno, no, in lepo. Če smem samo eno stvar. Lepih stvari po moje ne pišejo teti Justi, zato ker za lepe stvari ne potrebuješ nasveta. Ne, to sigurno ne, ampak tako pravim, to jasno. Ne, takrat, ko je lepo, nam je lepo. Ne, to sigurno, ampak tako, ko recimo, se pravim, jaz sem 13 let delala, ampak z osnovnošolci in tudi, ko je bilo lepo, ampak bolj kratkotrajno, se mi zdi, da potem kasneje pride do bolj dolgotrajnih teh vezi, ne vem, ali se motim, povejta. Ja, tle so se mi zdi se mi zdi, da v splošnem ali pa neka ta večinska izkušnja je, da so prijateljstva potem v srednji šoli boljša, z manj konflikti in z večletnimi trenutki kot v osnovni šoli. Mogoče tudi zato, ker je malo več žura, tudi malo več svobode, gre se lahko na izlet, a ne, potem ima nekdo že izpit za avto, se kam odpelješ, tako se mi zdi, da doživljaš svet itak čisto drugače, ne. Pač odraščajo, ne, tudi pač tega se morajo naučiti, tako kot se morajo naučiti, kako iti čez cesto, ko je zelena luč, se morajo naučiti tudi, kaj to pomeni biti prijatelj, a ne, mislim, da to je tudi nekaj, kar ni enostavno. Mislim, drugače pa poročajo o tem, kako jim je pomembno, da imajo prijatelje, to je res pomembno,
kako se imajo lepo, ko je že Urška omenila, ko se zabavajo skupaj, ko grejo skupaj na izlet, kako jim je pomembno, da imajo nekomu za zaupati, to zaupanje z nekom deliti izkušnje. Tudi prijateljstvo v šoli pravijo, kako jim je fino, zaradi tega, ker pol, ko se družijo ali pa se pogovarjajo, imajo neko to skupno izkušnjo in vedo, o čem se pogovarjajo. Pa ne zdaj nujno upravljajo v tem negativnem pomenu besede, ampak ko deliš neke izkušnje ali pa se pogovarjaš o tem, kaj se ti je zgodilo, no, da jim ta neka skupna izkušnja jim res, res veliko pomeni. Potem so pa še nekateri poslušajo enako glasbo ali pa so fani istega benda in je to neka izkušnja. Greš na koncerte, zbiraš slikice, fotografije na Instagramu, si del nekega fandoma, igraš enake videoigre, igraš košarko enako kot tvoj prijatelj ali pa prijateljica, treniraš, hodiš k tabornikom in je potem tabor skupen in srečaš ljudi od drugod. Zelo pomembne so jim tudi izmenjave, ker srečajo ljudi iz tujine in se z njimi povežejo in zelo govorijo o tem, kako jim je pomembno, da imajo neke prijatelje z drugega kulturnega okolja in so z njimi še vedno na vezi prek WhatsAppa, prek različnih skupin in si še kaj napišejo, si lajkajo objave med sabo, vidijo, kaj se jim dogaja v življenju, se pogovarjajo o tem, kak je njihov šolski sistem, kak je pa tukaj, primerjajo, kakšni so ljubezenski odnosi v neki drugi državi, pa pri nas. V bistvu zelo jih zanima vrstniška izkušnja nekoga drugega. Ja, počasi bomo morali zaključiti, a ne? Tako da jaz bi pozvala še našo Katjo, če je slučajno kakšno vprašanje ali pa skratka karkoli prispelo na naš chat, če koga od poslušalcev karkoli zanima. Zaenkrat ni nič takega, zdaj bom rekla, tukaj imam še nekaj, samo da pogledam. Opala. Mogoče pa še samo to, Ja, že ko smo delali prvič, so mladi, ki so bili tudi starejši srednješolci, omenili, kako jim je pomembno, da imajo tudi na šoli nekega profesorja, profesorico ali pa nekega šolskega delavca, šolsko delavko, ki jih razume. ja. In tudi v kontekstu nekih prijateljskih odnosov ali pa težav, ki se ti dogajajo, je zelo pomembno jim tudi, da je v šolskem prostoru neka oseba, ki ti je malo bliže, ki ji lahko zaupaš, no. To jim je tudi zelo, zelo pomembno. To je moja izkušnja, tukaj se bom pa jaz vklopila zato, ker delim svoje profesionalno življenje na dve življenji. Eno je bilo, ko sem bila šolska svetovalna delavka 14 let, drugo pa zdaj urednica Pila. No in jaz sem pač zelo rada šla v razred, za razliko od nekoga, ki to ne mara, ne, tako da so me poznali ne samo kot nekoga, ki se za ušesa pripelje enega, ki je problematičen, ampak nekoga, ki se da pogovarjati. In moram reči, da sem včasih imela kar vrsto. Je bilo smešno, veste, namreč, ampak kaj, kakšne stiske prijateljica mi je to pa to naredila, zato jaz to o tem govorim. Seveda, takrat je bilo to bolj pomembno kot ljubezenske zveze, ki so zelo take še šibke, ne, v smislu kratkotrajnosti, ni to partnerstvo še tako, kot je že recimo lahko v srednji šoli, ne. In res je, ja, če si, pa tudi moram reči, da marsikatera razredničarka, ki je bila fajn, a ne, saj to seveda jih ni bilo, na žalost jih ni bilo veliko, ampak tiste, ki so pa bile, ki so imele tudi vedno odprta vrata za kakršenkoli problem, so pa otroci hodili pa tudi na pogovor, ko je bil recimo v stiski, a ne, zaradi česarkoli, ampak tudi velikokrat zaradi kakšnih takih sporov, ki so te prizadeli. Tako da, seveda se strinjam, Urška, ki si rekla, družina je najmočnejša, absolutno, ne, ampak tudi šola lahko tukaj odigra marsikaj, ne. Saj, če gledamo zdaj tole, meni je grozno luštkana gospod profesor, a ne, ja, res je luštna, da se tudi tako, se vidite, ne, kako se, če si ti fajn, kako lahko recimo si koristen, a ne, za kakšne probleme s svojimi dijaki. Predvsem se mi zdi, da se je zelo spremenilo, kar tudi pravijo raziskave, a ne, se tule vedno spomnim na profesorico doktorico Mirjano Ule, ki pravi, včasih
smo navijali en za drugega, da bi nam uspelo vsem. Bili smo skupnost, nismo bili tekmeci en z drugim. Zdaj sistem pač tak, da tekmujejo za točke, za ocene, za mesta v srednjih šolah, potem za službe. Sistem je tako narejen, da je manj povezovalen, bolj so tekmeci en drugmu in se mi zdi, da se to tudi kaže potem v teh prijateljskih odnosih, ko se včasih smo se, mislim, tako se mi zdi, da te kregi včasih ali pa zdaj res je ta en prijatelj, ena prijateljica, sploh ne vem, jaz sem dobila tak občutek, sploh pri puncah, da so ti BFF, sploh v začetnih razredih osnovne šole, tako res obremenjujoči odnosi lahko, da so zelo jasna pravila, ki se jih itak ne morejo držati, ker pač se ne da, ker sta dva sedeža, niso trije recimo, ali pa pač ne. Tako da ja, se mi zdi, da zdaj spomnim na sosedo, ki smo bili zadnjič na igrišču, ki je prav pretekla drugi razred. Ta BFF nas bo bil, mami, ta BFF. Tako da malo. Ja, to je to, ja. Nekih teh, ne vem, modelov, ki pravzaprav ne vem, če so si jih sami izmislili. Ne vem, od kje je to prišlo BFF. So nam povedali točno, iz katere risanke serije prišlo. Ampak jaz si zdaj nisem zapomnila, tule pa nimam zapiskov zraven za to, ampak točno so vedeli, vsi so zakričali ime, odkot je to prišlo, ampak je pa res zanimivo, ko se pogovarjaš s srednješolci, s kakšno neko samoironijo in joj, kako smo bili nevedni, da smo nasedli temu BFF, potem govorijo v srednji šoli. Mislim, da ni nikogar, jaz se ne vem, lahko da se motim, ampak ko smo se pogovarjali, se ne spomnim, da bi kdo rekel, mislim, tu in tam je kdo rekel, ja, najboljši prijatelj, res lahko sam en tisti, ki mu vse poveš, znotraj večje prijateljske skupine, kjer vseeno ljudem poveš, ampak večina jih je pa nekako drobi to pozornost, pa se z različnimi ljudmi druži zaradi različnih stvari. Z nekom si mogoče imajo neki interes skupen, z nekom več šolskega, z nekom delijo več o ljubezni, v dijaškem domu z nekom delijo te izkušnje dijaškega doma, z nekom se pogovarjajo o družinskih težavah. V srednji šoli se to kar spremeni. Ja. So pa tudi bile izkušnje takih mladih, ki so pa imeli to srečo, da so imeli recimo v osnovni šoli super razred, da so se ful dobro razumeli, da so navezali res tesne stike in potem je bil odhod v srednjo šolo v bistvu zelo težek, ker pa v srednji šoli pa niso najdli takih prijateljstev. In v bistvu tudi pač sicer bi rekla, da so v manjšini, ampak so tudi taki primeri, ko pa pač imajo to srečo, da se v osnovni šoli zelo povežejo in so zelo skupaj, pa potem v srednji šoli ne gre to tako na tak način, ali pa da počutijo izločene. Ja, in ravno o tem BFF-u bomo govorili v Idriji to soboto ob 6. zvečer na javnem dogodku, tako da vabljeni, da se pridružite, pridejo Jet Black Diamonds, pridejo mladi, pridejo Props. Lušno bo. Jaz sem vaju hotela še tole za zaključek vprašati, kdaj si lahko gledamo prvič zdaj, da kar malo še to reklame naredimo, oziroma povemo vsem, kdaj lahko vaju tudi vidijo oziroma vidijo tudi mlade na to temo. Zdaj, te kratki videi so že na voljo na skit.rtv.si, tak rdeč oranžen gumb prvič, so tam zbrani vsi te posnetki, tudi na RTV 365. Zdaj pa smo v bistvu, imamo dogodke celo jesen, 10 dogodkov, 2 smo že imeli in prav jutri premierno si boste lahko gledali na Skitu videokast, to se pravi dogodek, ki smo ga posneli v Mladinskem informativnem in kulturnem klubu v Murski Soboti. Potem pa en teden pozneje pa Kotlovnica, Kamnik, pogovarjali smo se o prijateljstvu in zabavi. Se pravi, malo z zamikom prihajajo ven te posnetki dogodkov in sočasno so tudi dogodki v živo, ampak vse to je zelo lepo razloženo na Skitu, kdaj kak dogodek v živo in kdaj potem posnetek na spletu ali pa na prvem programu Radia Slovenija ali pa med podcasti. Jaz sem še kaj pozabila, Neža. Tudi na družbenih medijih smo, če vas tja zanese, tako da ne morete nam ubežati.
Potem bi se pa vama jaz zahvalila, hkrati pa pozivam pač tudi vse, ki si mogoče še niste ogledali na naši spletni strani, kako poteka festival, pa lahko si tam tudi že veliko zgodb je že prišlo, pa krasnih pesmi, jaz skozi malo kukam tja, tudi že stripi. Pa si malo poglejte, no, in dajte, če ste učitelji, naši poslušalci, danes navdušiti še čim več vaših otrok, ki bi si želeli udeležiti našega festivala. To je res ena luštkana stvar. Kot sem rekla, bo tudi grozno luštna prireditev na koncu, tako da evo, to je to za danes in jaz bi se Neži in Urški res zelo, zelo lepo zahvalila za današnje druženje in vam za posluh, pa če se kdo ni mogel danes udeležiti, bomo imeli na spletni strani posnetek, pa bomo Urško in Nežo lahko še enkrat poslušali. Tako da hvala lepa obema in se vidimo v prvi priliki, prav? Hvala za Hvala za vabilo. vabilo.